Carmen L. Oven je doktorica znanosti na področju edukacijskih ved in komuniciranja. Je certificirana hipnoterapevtka, trenerka javnega nastopanja in samokomunikacije ter strastna pripovedovalka zgodb. Je avtorica 2 romanov za odrasle, Sprehajalka gospodovega psa in Tihotapci miru in knjige letošnjega leta z naslovom Dokdaj živim, ki je njena prva knjiga pogovorov. Carmen je namreč tudi povezovalka prireditev in usmerjevalka literarnih ter drugih pogovorov, med katerimi so tudi mesečna srečanja Hospic kafejev, s katerimi oziroma skozi katere se je začelo njeno dolgoletno sodelovanje s Slovenskim društvom Hospic. V resnici bolj, ko se družim s to mojo hospic ekipico, bolj živim, no. V resnici bolj se opominjam vsak dan na to, da kaj je dobro. Tukaj sem, diham, vdih, izdih, to je še dano mi, otroka imam kaj zdrav, partnerja imam kaj fajn, gradimo dom, mislim, halo, kaj mi lahko lepšega, zraven počnem to, kar imam najreč na svetu, ne. Moja služba je pač zame najboljša. In to je pa res privilegij. To je gromozanski privilegij, da počneš to, kar si. Ker jaz to sem. Jaz se nič ne delam. Jaz se ne delam ne na odru, ne za lestavo, ne. Jaz pač sem. To sem. Verjetno sem še kaj in to se pa zdaj počasi odpira. Tako. Carmen, dobrodošla v Moravčah. To ponavadi redno po vsakomu rečem, pa ga še vprašam, a si večkrat v Moravčah že bila, ali si prvič, kako se ti zdi zdaj, ko si se sem pelala? Še zaprijeti. Absolutno še zaprijeti. Res mi je všeč, ker je tako ravno vse. Jaz sem ti tako rekla, mi zdaj gradimo v hribu in potem se zaveš, kaj pomeni ravna parcela, ne? Kako bi bilo to lažje. Ampak ne, lepo je, tako odprto je, prevetreno je. Zdaj, ko sem se do tebe vozila, je bilo tako wow, ne, premalokrat sem v teh krajih, no. V Domžalah sem pogosto, ne, karkoli, ne, recimo zdaj bomo šli keramiko tja kupiti, ne, ali pa kakorkoli. Ampak drugače pa niti ne, no, v Moravčah sem dolgo let nazaj in, kako sem ti prej tako rekla, spomnim se enega tazga lepega odprtega trga. To je pa to, ne, nisem prav pogosto, ampak ja, lej, danes sem pa z razlogom lepim. Super, pa na poti v Celje si, ne, tako da ti je kar prorok. Ja, v bistvu sva se tako fino našla tudi časovno, da danes me čakata še 2 intervjuja, danes je tak, ko se temu reče, PR dan na nek način, če ravno ni, ne, se pač govorim o knjigi, govorim o tem, kar počnem, tako da. Ampak tudi splošno sva nekje v obdobju okrog 1. novembra, ne, tako da bova kakšno besedo ali 2 ali več tudi na temo smrti, ker se je tako ogibamo te besede, bova povedala, ampak dajva najprej pa en kontekst ustvariti, pa mi povej, kako se znajdeš znotraj tolikšnih vlog, ne, si znanstvenica, hipnoterapevtka, trenerka, komunikacija javnega nastopanja, povezovalka pogovorov, programov, kje ti klele vidiš ta nek skupen imenovalec vseh teh dejavnosti? Kaj te je to potegnilo in kdaj si v bistvu začutila, da je tvoje poslanstvo delo z ljudmi? Ker tukaj gre konec koncev gre za delo z ljudmi, ne? Skupno je beseda. Skupno vsem je pač beseda, slovenski jezik, ki meni neskončno ljub od nekdaj. Jaz se spomnim, ko sem bila majčkena, sem rekla, da bom pa pač pisateljica, ne, in potem sem seveda to pozabila. Vmes sem hotela biti veterinarka, ampak ko so povedali, da moraš tudi kakšno živalce ubiti, sem rekla, ne, to pa ne bom. Pa take, ne. Ampak ves čas me je spremljala, itak sem brala od majčkenega ful, zato ker sem bila dosti tako usamljeno dete, v smislu usamljeno. Nisem hotela pripadati, nisem mi dal bedastih debat imeti, ni me zanimalo, kakšne barve nohtki so, pač nisem bila te vrste, čeprav danes se zelo rada in našminkam in vse, ampak ne vem, takrat sem bila taka
sem mogoče v enem smislu mogoče malo osamljen otrok in sem ful rada brala. Ker pa nisi osamljen, ne? Ker pa si pa ne vem, ali si s 5 prijatelji, ali si z Ano Karenino, se vseeno, ali si z Ferijem Lanščkom kasneje, ali s komorkoli, ne, na Prekmurskih ravnicah, kakorkoli, skratka nisi sama, ne, če si s knjigo. Tako da sem ves čas brala in nisem si pa mislila, da bom, tega pa res nisem mislila, da bo pač beseda, govorjena beseda nekaj, s čimer bom služila in hkrati se tudi imela lepo, ne. Tako da potem je to prišlo zelo tako spontano, zdaj ta spontanost traja že več kot 20 let in je prav fino, no. Tako da ja, vse je povezano, tudi recimo moj doktorski študij je povezan s komunikacijo, to se pravi, ukvarjala sem se z družinami, ki imajo otroka z okvaro vida, starši, ne, kako nagovarjati starši, ki so kronično utrujeni, ki so jezni morda, ki morda niso spravljeni s tem, da se je njihov otrok rodil slep ali pa močno slaboviden ali pa kakorkoli, reče se zdaj osebe s slepoto in slabovidnostjo niso več slepi in slabovidni, zato ker ne želimo, ker je pač najprej treba osebo izpostavljati, ne pa motnjo, ne, to je tako nek dogovor. Mislim, res se nehaš sam sebi smiliti, ne, ko delaš s temi ljudmi, nikakor, mislim, koliko oni energije porabijo recimo slepi, da premaknejo nek kozarec ali pa, ampak to je njim tako, z vsemi 15 družinami malo manj, no, ko sem se srečala, oni imajo radi življenje, ne, in so se prilagodili, in seveda je pa treba prilagoditi komunikacijo, ker ne, in jaz sem predvsem delala na tem, no, da smo prilagodili, naredila sem priročnik komuniciranja za učitelje, zdravnike, vse, ki vstopajo v komunikacijo s starši, ki so kakorkoli povezani pač z razvojem njihovih otrok z okvaro vida. In to je bil en tak neverjetno popotovanje tudi zame, iskanja pravih načinov, ubesedovanja, na kakšen način poveš stvar, ki ni jo lahko povedati. In zdaj smo zelo hitro tudi na področju hospica, kjer je ogromno tega, ne, da je ogromno tabujev, da je ogromno tega, da o tem pa ne bomo se pogovarjali. Kako se ne bomo pogovarjali? Edina resničnost, ki nas čaka, je, da bomo umrli, tako kot smo se rodili. Sam, da kot kolega moj Jani iz hospica pravi, zato da smo se rodili, smo morali imeti veliko srečo, ne, ker je bilo kar nekaj kompeticije verjetno med semenčici do tja, ne, da umrli bomo pa vsi, tukaj pa, ne. Tako da, zakaj o tem se ne pogovarjati? Pa tudi se ne pogovarjamo, to ne pomeni, da bomo jutri umrli, to ne pomeni, da kličemo smrt. Veliko ljudi se ne želi o tem pogovarjati, ker potem misli, da kliče smrt. Ni res, ne, ampak samo oživlja življenje, se mi zdi, ne. Tako da ja, nekako se je vse povezalo, no, pač doktorat sem upisala pri 41, zakaj? Zato, ker, zdaj bom čisto rekla, ne, pri 40 se mi zdelo, da imam še toliko energije, da nekaj moram še početi, da nekaj moram še narediti. In zdaj tetovirana sem dost, kabrio sem si kupila, kaj naj zdaj? Ne vem pa doktorat upisati, ne. In se je izkazalo, da je bilo res zelo, zelo pomembno potovanje to zame. Itak bi rada delala in delam z mladimi, no, to se pravi poučujem. Zdaj, treningi javnega nastopanja so v resnici postali malo iz nuje, ker sem v enem obdobju pač rabila cash in sem videla, da mi to gre. In zdaj sem res začela tudi v tem uživati. Ker trening javnega nastopanja ni samo trening govorjenja, ampak je trening poiskanja svojega miru, ker ko ti stopiš na oder pred ljudi, če nisi miren, če nimaš ti vzpostavljenega svojega stebra v sebi, to je tisto, kar te ruši. Ne, da ti narobe rečeš besedo. To sploh ni pomembno. Ampak obvladovanje treme, pa niti ne obvladovanje, bolj spoprijateljitev s to svojo tremo, ker trema je lahko ful spodbudnica, ne. Če jo v svoj prid obrneš, to samo pomeni, da ti pomeni. In ko tako gledaš na to, v bistvu te ponese, ne, na oder in veliko teh stvari, ki te prej teži, odpade in v bistvu jaz delam z vsemi na tem, da omaknejo tisto, kar jim ne gre in nabildajo, lepo slovensko rečeno, torej ojačajo tisto, kar že itak imajo, ne. Ker vsak človek ima res enih lepih stvari, tudi ko gre za komunikacijo in samo to je treba ojačati, ker potem si to ti, ne. Ker govorc, ki je v vlogi, je lik. Govorc, ki je pa on kot on, ne, to pa deluje, ne. Igralec
je v liku, a ne. Mi kot govorci pa nismo igralci, moraš biti pa ti. Zdaj pa do tega pa pač treba počasi priti skozi kilometrino. Ja, ker ko te berem, ne, ko sem bral tudi tole tvojo knjigo, je bo še kasneje omenila, do kdaj živim, ali pa, ko te poslušam, se mi tako res do zdaj zdi, čutim, da govoriš iz enega miru, a ne, iz enega čistega ali pa ta pravega miru. Zdaj, a je to od nekdaj veljalo zate, ali se je ta mir v neki točki v življenju naselil v tebi, a ne, in ostal s tabo? Se pravi, do tega momenta zdaj, kako je s tem? Bi se ful hvala za to vprašanje. V resnici nisem tako miren človek, kot sem takrat, ko sem na odru ali pa ko se pogovarjam. Ne. Takrat, zakaj sem zdaj mirna? Zato sem v trenutku. Zato, ker nisem v analizi za nazaj in nisem v načrtovanju za naprej, kar je moja velika življenjska lekcija, pač biti v trenutku. In ko sem v trenutku, sem popolnoma mirna, zato imam rada oder, ker sem samo tam. In ko smo samo tam, si lahko tudi nemiren, ampak takrat jaz najdem en svoj pristan. Zdaj sem v pristanu, a ne? Zdaj so ladje na miru, ne? Čeprav zunaj so lahko vetrovi na odprtem morju, ampak jaz sem zdaj v pristanu. Ta moj mir je bil tudi mal prigaran morda, a ne? Ker pač izhajam iz družine, kjer so me imeli izjemno radi in me imajo še, ampak je bil pač prisoten tudi alkohol in s tem ogromno nemira. A ne, v družinah, kjer je odvisnost, je itak vsakdanji nemir, ker ti nikoli ne veš, kaj te čaka, oziroma veš, da te čaka, da ne bo mira. Ne. In jaz sem moje celice prevzgojila na to, da zelo dobro znajo delati z nemirom, absolutno jim je pa mir neznan. A ne. In prevzgajanje je kar trajalo, da sem se naučila biti mirna in to mi je oder ogromno dal, ker na odru ne preživiš nemiren. Izvržete, ne moreš biti nemiren pred ljudmi, ker ti to nosiš, to ti seješ. Nihče me ne bo več najel, če bom nemirna na odru, ker ljudje rabijo mir. Ljudje pridejo na literarni večer po mir, po vsebino, po mehkobo, po občutke lepega, kot reče Feri Najček. Ne pa dovolj imajo oni nemira doma, oni so prišli svoj čas dati zato, da bodo nekaj dobili, ne pa da bodo še bolj izpraznjeni šli. Tako da, kako je prišlo do tega miru? Enostavno tako, da sem se res spraševala, kaj je moje. Ker ko si v tistem, kar je res tvoje, si v miru. Kar je pa mogoče pričakovanje staršev, nekoga, ki ga ti malikuješ, kar je itak nezdravo malikovanje. Lahko imaš ti nekoga za zgled, ne moreš pa malikovati. To sem zelo hitro ugotovila, da ni fajn. Skratka, ko sem začela te plasti, na nek način, ko je šla prva čebulca, na prvi čebulci so šle pač plasti dol, tujih pričakovanj, sem ugotovila, ne, da sej mojega je ogromen, jaz ne rabim drugega in v mojem je mir. Tako da v bistvu se vsako jutro jaz vprašam, da zdaj, kaj je res moje, ne? Kaj si res tle noter želi, tale, ker ko sem na svojem, je tukaj mir. Ko nisem na svojem, ne, se nekaj dogaja, nekaj nisem okej. Tako da kaj pa vem, tako v življenju vsak dan moji bodo rekli, da nisem mirna. Ne? Ali sem od ping-pong žogce, ali sem od petarde, ali ne vem, jaz bi skozi nekaj, moj dragi prav, ti bi skozi nekaj. Ne, in ja, ko ustavim ta skozi nekaj, kaj je to nek dialekt skozi nekaj, mogoče celo gorenski, ko tam izhajam. Ja, je. Ne. Potem, ko to zaustavim, je pa res en tak, potem se začne v resnici šele tako zares življenje, ne? Ker če ti sem nekam drviš, to sem drvenje, to ni življenje. A potem je Manca Košir, ne, po tej poti ali pa na podlagi tega prišla do tebe kot njene naslednice. V okviru slovenskega društva Hospic, če sem prav izgovoril, pa Hospic kafejev in tako naprej. Daj to malo razloži, mogoče tudi ta dva pojma, pa kako si prišla v stik z njima, v stik z Manco, kako ste se spoznali, kako je ta razvoj vajnega prijateljstva zgledal in da je na koncu predala žezlo tepne.
Manca je bila moja, seveda na FDV-ju, na Fakulteti za družbene vede, je bila moja profesorica, najprej za novinarski diskurs, pač to je bilo normalno, ne, ker je pa to del programa. Potem sem pa jaz diplomirala in ugotovila, da ta faks, to ni nič, ne. To bi je še nekaj, ne. Takrat sem se že malo ukvarjala z literarnimi dogodki, čisto spontano me je kdo kdaj kje povabil, očitno je nekdo zavohal, da to v redu počnem. In potem se je prvič sploh v zgodovini razpisal izbirni predmet literarno novinarstvo. Seveda ga je razpisala Manca, ker Manca je bila vedno tako malo, ona je vedno razumela, kaj rabi družba, to pa res. Ampak je bilo tako, par korakov naprej. Tako kot je recimo res jaz ne poznam človeka, za katerega ona ne bi vedela, česa je že sposoben, pa on še ni vedel tega. Da je to tudi malo razloži, ja, ker to sem ti tudi mislil vprašati, kako je s tem. In Maca je točno vedela, česa sem jaz sposobna, ker sem meni še sanjala, ni da sem res. Vizionarka. Vizionarka pa ona je res tako na nek način je mogoče toliko zaupala v to človečnost v vsakem, ne vem, v glavnem. In jaz sem šla na to literarno novinarstvo, čeprav sem že diplomirala, sem ji napisala, mislim, da mail ali kako, rekla, ja, seveda, pridite. In tam je pač bilo naloga, da pokličeš nekoga, kogarkoli, od enega od literatov slovenskih in narediš tam na faksu, pač moraš narediti literarni večer. To je bil trening, ne. In jaz ne vem, kam je bilo takrat stacionarni telefon, sem dvignila, pa sem poklicala Ferija Laničko prek Murje. Nimam pojma zakaj. On je rekel, velja, pridem. Si ga poznala prej? Ne, v življenju ne. Pač brala sem ga. Vedela sem za njega, ampak nisem imela pojma, to se pravi, sem na stara malo čez 20, on pa ima proti 40, ne. In je prišel iz Prekmurja zaradi ene študentke Karmen tam, in to je zdaj prijateljstvo, ne, življenjsko tudi s Ferijem. No, in z Manco in Manca je takrat, ona je imela ogromno dogodkov in se je nekaj križalo in rekla, veš kaj, mislim, da sva se pa že tikali, je rekla, boš pa ti šla v Cankarjev dom, imamo 5 čeških pisateljev, angleščina ti gre, tlele imaš pa mi dala kupček knjig, ne, se boš. Jaz jo gledam, res? Ja, to ti že lahko. In sploh nisem razmišljala itak. Med njimi je bil Mihael Vivek, to je literarna zvezda češka, ne. Če bi jaz danes bi se pripravljala en mesec na njega, ne. Takrat sem se na 5 čeških, pa ne vem, kdo so še vse bili. Skratka, in jaz sem lepo zakorakala Cankarjev dom, odpeljala tisto v klubu Cankarjevega doma in Manca je očitno imela svoje vire in vedela, da sem dobro naredila. In tako se je začelo, ne. Tako me je potem dostikrat ali ona kam potisnila, ali mi koga svetovala. Jaz sem pa itak že začela, delala sem na National Geographicu, revija Junior, za majhne in jaz sem spontano začela kar voditi stvari. No, v glavnem, kako je prišlo do Hospic kafejev, je prišlo pa tako, da sem jaz knjigo Tihotapci miru napisala, to je bil moj drugi roman, Manco prosila za spremno besedo in prišla na enega njenih Hospic kafejev. Takrat je bila Alenka Rebula tudi gostja. Nac je bil star, moj sin je bil takrat star 5 let in je tisti dan mi je rekel, veš, mami, jaz bom kmalu umrl. Mene je to sesul. Mene je to tako sesul. Jaz nisem vedela, kaj je zdaj to, ne? Kaj mi zdaj otrok govori. In pridem jaz na ta Hospic kafej in to povem in sem padla v jok, ne. Mene bo, kaj, ne, pač čist sem sesuta, ne vem, pač vznemiril me je. In v tistem pač itak mi je bilo ful narodno, da javno jokam, vse, ne. Alenka me je blazno pomirila, je rekla, to samo pomeni, da je vaš otrok tako odprt, da lahko o tem govori. Ok, hvala Alenka, še danes, ko sva tudi prijateljci. No, v glavnem. Naslednje jutro jaz dobim mail, Karmen, draga, mislim, da je čas, da prevzameš Hospic kafeje, kaj ne. V tem smislu. In to je bilo to. To je bilo 8 let nazaj. Prvi Hospic kafe sva izvedli skupaj, tako da sem bila jaz gostja in potem je to pač ona predala žezlo, ona je šla naprej v druge stvari, jaz sem pa začela to voditi in evo, po 7 letih, po skoraj 70 Hospic kafejih je tukaj knjiga. S 30 izbranimi, zato ker je pač 30 let Slovenskega društva Hospic. Ja, tako lepo zgleda. Tako lepo zgleda, ja, joj, jaz sem na naslovnici, so me naštimali pol. Sem pristala, zato ker nisem... Ne, vaju, tukaj je še metul gor. Še metul. Metulček je pa pol narisan, ampak ja. No, tako se je to začelo. In ja, evo, zdaj smo tukaj, Manči je še vedno na nek način tukaj, pač tudi skozi to, kar jaz počnem. Jaz sem Manco izjemno spoštovala, jo še vedno, jaz sploh ne morem govoriti o pretekliku, to je zelo zanimivo. Sicer je pa pač Manca, ja, tako kot sem prej rekla, ona je točno vedela,
če si ti sposoben, preden si se ti tega zavedal. In zanimivo, da to so mi čisto vsi rekli, ko smo imeli tudi branje za Manco, eden v Spic kafeju lani po njeni smrti in tako je bilo to in čisto vsi so to rekli. Ja, se tudi večkrat je omenjeno v knjigi, ne? Ja, seveda, ne, tudi ona je bila kar nekajkrat pol tudi moja gostja. Tako da pač Manca je bila zelo posebna ženska in jaz sem neskončno hvaležna, da so se najine poti prepletle. Ta beseda naslednica mi je pa tako, dostkrat mi to kdo reče, pa si mislim, jaz lahko peljem na svoj način to, kar je ona začela, na njenega nikakor, ampak tudi mislim, da ona itak ni hotela, da na njenega, zato pa je izbrala mene, tako da mogoče sem bolj nadaljevalka njenih stvari, ne bi rekla, da sem njena naslednica, njeni čevlji so bili gromozanski in ne. A si pol to si razlagala kot en velik blagoslov ali kot eno tako zdravo breme, push? Takrat, ko sem prevzela? Ja. Nič nisem razmišljala, sploh nisem razmišljala, ok, Manca je rekla, naj to, no prav pa bom. In v bistvu sploh se ne spomnim trohice dvoma, danes, ko pogledam nazaj, si rekam, pa ti si zmešana, ti si kar šla, ne, v to. Ampak jaz sem se naučila v življenju, da vse, kar grem, je prav. Recimo tudi po učitvi, jaz sem zelo hitro mojega sedanjega partnerja spoznala. Takrat sem si jaz rekla, ni govora, jaz hočem imeti par let mir od vseh odnosov partnerskih. Ja, pa kaj še? To so stvari, ko se zgodijo, v katerih nimam, ko ne rečem, ne vklapljam uma, ampak je moja intuicija ali pa je, ko moje telo samo gre, ko se ne ozira na dvome mojega uma, takrat vem, da je prav. In zanimivo, tle nisem sploh razmišljala, tako, kot nisem razmišljala pri knjigi. Jaz sem ravno doktorirala in sem si rekla, zdaj pa nam več sedela po 8 ur pri računalniku. A res, pa grem pa pisati knjigo, ki ima 400 strani. Ja, seveda sem spet sedela, ampak iz vseh strani sem bila podprta. Jaz sem imela toliko energije, da sploh nisem vedela, od kod če prihaja. Ampak zakaj? Zato, ker je se umaknil in sem delala s tistim, kar je, jaz res v to verjamem. Pa si čutila prisotnost Mančino. Ogromno. Jaz sem tudi tako vprašala, Manca, kako bi tole ti naredila? Doskrat sem si rekla tako, jaz tle ne vem te rešitve, zdaj, če jo dobim, ne vem, v roku 2 dni, dam to v knjigo, če ne, en dam, ne? In vse rešitve so prišle. Tako. Lahko povem sem za naslovnico, ki je bilo res zanimivo. Jaz sem ves čas videla belo naslovnico. Ampak ko mi je Žiga Valetič, ki je oblikoval knjigo, res sem mu hvaležna, ful lepo je naredil, mi je poslal, ne vem, turkizno, tako peščeno barvo, skratka, bele ni bilo vmes. In jaz pošljem Ksenji Medved, urednici, prijateljci, te naslovnice in ona meni pošle, ta bela je pa ful lepa. Kako bela? Se ti nisem bele poslala. In ona meni screenshot naredi, posnetek zaslona, mi pošle belo. Ja, kako? Kje si pa ti belo dobila? Ja, kaj, njej se barve niso naložile. In je belo mi poslala, da sem rekla, to je to. Mislim, halo? Res ni na ključi, na ključ so stvari. In zanimivo, jaz sem skozi videla belo knjigo in če bi se že prej poslušala in dobro, da se je to zgodilo, ker mi je to bila potrditev, ja, in pa sploh ni bilo več nobenega dvoma in kar naenkrat se je res, mene ful lepa knjiga, taka je, kot sem želela, da je. Ja, se prežeta je s tem Mančinim duhom, pa bi sam še, če še malo ostanemo pri njej, kaj ti misliš, da je tisto glavno pa najglobje sporočilo Mančino za ljudi? Ona je več čas govorila, da je smrt njena učiteljica, njena največja učiteljica. Zdaj, če berete njeno knjigo Manj je mene, bolj sem jaz, to so njena pričevanja iz zadnjih 40 let, je tudi Žiga Valetič to zbral, to je izjemna knjiga. Je v bistvu pri njej se točno čutilo, kako je bil preklop njenega življenja, ko je njen prijatelj umiral in je bila 6 mesecev z njim. Takrat je ona o tem govori, kako je pravzaprav začela drugače čutiti življenje, mimo ega, mimo pričakovanja drugih. Takrat je začela hmalo potem tudi spremljati kot prostovoljka umirajoče v hospicu. In ko si ti v stiku s tem, je življenje, kot ta moj prijatelj Jani pravi, ko grem k umirajočemu, imam 200 problemov. Ko grem domov, nimam nobenega več. To je to, kako mi gledamo na življenje. Tako da Mančino sporočilo po moje je tako preprosto. Življenje je lepo, dokler ga živiš. Zato je tudi naslov Dokdaj živim.
Zakaj? Ker a je dovolj, da jaz samo funkcioniram, da jaz zjutraj vstanem, imam energijo pojesti zajtrk, si skuhati kavo, umiti zobe. A jaz to res delam z eno strastjo do življenja? Se to ne pomeni, da moram zdaj od energije pokati, ampak z zavedanjem in zares živim, ali sem funkcioniram. In vmes Mojca Fatur, igralka, ki je v bistvu ozdravela, imela je eno obliko kostnega raka, brez transplantacije ozdravela, ona pravi, da kje se je prelomilo kje se je začelo njeno zdravljenje. Ko si zjutraj naredila smuti iz ljubezni do življenja, ne iz strahu pred smrtjo. To se pravi, to je ključen ta pogled. Jaz mislim, da je Manca to ves čas hotela povedati, da je življenje tako polno, tako resnično, v stiku s smrtjo pa še toliko bolj. Jaz ne spremljam umirajočih, moji kolegi zdaj že jih slišim, še dodajo vedno. Jaz se trenutno še ne vidim v tem, ali pa še nisem iz tega testa, no zdaj sem še sama uporabila zanimivo, so me že kontaminirali. Ampak čutim pa in vem, da je pa moje poslanstvo glas. Glas kot ambasadorka društva, Slovenskemu društvu Hospic, ki letos praznuje 30-letnico, zato je tudi knjiga in vse te akcije. Med njimi kampanja Dokdaj živim, bi jo rada omenila. Je bila zdaj na Trgu Republike, je bila v sklopu tega postavljena vežica z belo krsto in kdor je želel, se je lahko ulegel v to krsto in prebrali so mu lahko govor. To se pravi generalka pogreba. To je bilo vse, bilo veliko v medijih. Že ti si globoko dihnil, a ne? In koliko je bilo tega, tudi seveda, kaj se greste, pa to, ne. Tukaj samo se točno kaže, kako smo še zmeraj, ne, ko omenimo krsto, se boš ulegel samo krsto, ne, te stisne, ampak in Nejša recimo je pač to naredila za nas kot in zase, ne, rekla, da je bilo zelo pomembno to zanjo kot spoznanje, ne, in tako naprej in Dokdaj živim je pač naslov te kampanje, ki še traja. In res vabim ljudi, da Hospic 5 ali Hospic 10 na 1919, to so donacije, namreč Slovensko društvo Hospic deluje zgolj iz donacij in iz razpisov in res ogromno delajo kolegi so strokovno podkovani. Tukaj ne gre samo za spremljanje ali pa za delo z žalujočimi, gre za tudi detabuizacijo smrti, to pomeni ogromno aktivnosti, delavnici po šolah, po vrtcih, da se začnemo pogovarjati o tem, ne o smrti, o življenju, del njega je tudi smrt. Kako pač gledati na to, da se je ne bojimo, pa tudi če se jo, da iz tega vzamemo, ne vem, eno znanje za tukaj in zdaj, da še bolj živimo, da res živimo. Dokdaj živim je v resnici naslov, ki je mene prešinil ob snovanju pač kampanje, ki smo skupaj pač brainali, možgančkali kar nekaj časa. In sem zvela za eno zgodbo, da so nekje, pa ne vem kdo, ne vem točno, ampak ne vem, sem sanjala. Skratka, vedela sem za to zgodbo, da je na grobnikih nekje na enem pokopališču sta dva sklopa letnic. Prva je, kdaj se je človek rodil fizično in fizično umrl, druga pa je, živel je od takrat do takrat. In je manj let je živel, kot je bil funkcionalno živ. Kaj zdaj to pomeni? Verjetno je živel takrat, ko je bil, ne vem, vesel, prisoten, ko je čutil, ko je ljubil, ko je sanjal. In zdaj tudi, ko smo spraševali ljudi, dokdaj živim, in so pisali ogromno tega, dokler sanjam, dokler lahko skrbim zase, dokler ljubim, to je bilo najpogosteje, dokler čutim, dokler ljubim. Tako da jaz mislim, da živimo takrat, ko čutimo. To, ko smo te roller coasterji v dnevu, ko samo izvršuješ, samo operiraš, a je to življenje. Dajmo se vprašati zares. Ker se mi zdi, da ta svet je tako naravnan na hitenje. Hitenje je pa odvračanje od ustavljanja, samo v zastavitvi si pa lahko ti. Ti se ne moreš srečati na 36 sestankih v dnevu. Lahko se srečaš na enem sestanku s sabo, znotraj tega, če to znaš. Tako da, to mislim, da je tudi Manca sporočala, zaustaviti se in živeti. Wow.
Zdaj ljudje nasplošno povezujemo, a ne, pojem smrti ali pa dejstvo smrti z neko izgubo, a ne. Ti pa tvoji sogovorci jo pa vidite v bistvu kot neke vrste prehod. A ne, zdaj, kako človek pride do tega, ali kako si ti osebno prišla do tega, ali pa v splošno, kako so tvoji sogovorci prišli do tega? Še vedno ni, tudi sogovornikov je 65 v knjigi, a ne? Med njimi so tudi taki, ki pač mislijo, da je smrt, da je smrt konec. Čisto v redu. To vsak sam zase čuti, ve kaj. Jaz ga čutim kot prehod. Jaz tudi a ne, se izguba ni samo smrt. Izguba je ločitev. Zame je bila to ena največjih izgub v mojem življenju. Tudi moraš odžalovati. Izgubila sem, pač 2 spontana splava sem imela. To je meni bilo najtežje, da mi je nekdo rekel, da se še nič ni bilo. Kako nič ni bilo? Meni se je telo spreminjalo, jaz sem bila v sebi že mama. In ko sem morala na abrazijo in šla domov s prazno maternico, sem jaz morala se posloviti od vloge mame. To ni hec, ker če nisem imela otroka, nisem še imela sina. In to so izgube, ki ni nujno, in tudi izguba mojih najinih 2 otročkov je bil zame en hud prehod v življenju, sprememba pogleda na svet. Oba otroka sta bila neskončno želena, neskončno ljubljena, preden sta nastala. Pa se nista zgodila. Oziroma sta se samo do tiste, To se pravi, kje imam v resnici, koliko imam jaz v resnici vpliva na vse skupaj, Mene je to zelo zadelo, da sem samo pika v vesolju in ne zdaj, da se nekdo drug odloča zame. To ne, ampak obstaja pa verjetno neka logika, nek zapis. In enostavno sem sprejela, da je bilo meni zapisano, da 2 dušici sta sem prišli, se pofočkati, narediti, kar sta morali nama. Očitno sva bila to sposobna. Ni pa moja želja po materinstvu takrat šla, In sem neskončno hvaležna, da je moj sin danes tukaj in star 14 let in fantastičen otrok, izziv, cunami, vse, ampak je krasen in je tukaj. Tako da izguba ni samo smrt, Zdaj pa, če me sprašuješ, zakaj mislim, da je to prehod, samo mogoče tudi iz čist strahu. Jaz se nič manj ne bojim smrti ali pa umiranja, ker po raziskavah in tudi po pogovorih se veliko manj bojimo smrti kot dejanske poti do tja, tega umiranja, teh zadnjih dni. In tukaj nastopi hospic. Zato imam hospic tako rada. Pa zakaj mu zaupam? Zato, ker poznam te ljudi, ki vem, na kakšen način delajo. Da so strokovni, da so resnični, da so šli sami skozi take stvari, da pa več ne moreš blefirati. Ne blefiraš, v stiku s smrtjo ne blefiraš. Ker če te izvrže življenje, ni šans. Človek umirajoči bo zelo hitro povedal. Notri je ena zgodba od ene kolegic, ki je prišla umirajočemu, pa je rekel, ona pa ne gre, ona pa kar ne gre ven iz sobe, me preveč spominja na smrt. Tudi to doživljajo prostovoljci ali pa strokovni delavci. Veste, si predstavljaš, kakšen je to? Ti si prišel pomagati, Ne, ti ne smeš priti z načrtom. Ti sem prideš tja. Potem se pa zgodi, kar se. In ja, ne se je zgodilo tudi to, da je morala iti ven. In sama se zdilati s tem, sama sabo se pogovoriti, zakaj je to tako. To je pa samo eden od primerov. Tako da, to se pravi, ljudje se bolj, se mi zdi, bojimo, ali pa bojijo, kakor bojimo, poti do tega konca. Ker pa, ko nastopi smrt, pač nastopi smrt. Ali si ti še tam ali nisi, ne vem, S nekaj ljudmi sem govorila, ki imajo smrtno izkušnjo, vključno z mojim bratom, ki je pač pri 46 padel, ker je imel srčni infarkt in preživel čudežno. Sploh v resnici po vsej logiki bi zdaj ima svojo letalsko agencijo, je skozi po svetu in sploh ne moreš verjeti. On je pa ponoma spremenil življenje po tej bolezni in on, ko sem ga že v bolnici vprašala, ko je bil v komi dolgo, potem, ko se je zbudil, je rekel, Karmen, veš, ko je tam lepo. In par ljudi, ki so imeli to obsmrtno izkušnjo, se samo nasmehne, in so blazno neobremenjeni s tem, kam grejo. In to dostikrat mi govorijo tudi kolegi, ki so z umirajočimi, tisti, ki so že malo čez, kako imajo lepe oči, kako so mirni, kakšen spokojen v njihovem obrazu. Tako da
morda sem jaz ta prehod si izbrala idejo prehoda zato, da mi bo lažje. Ne? Je pa res, da odkar se toliko pogovarjam o tem, so se umilili robovi tega strahu. Nekako tako mehkejše mi je, tako se mi zdi, da bom že nekako. Ne? Da mi je samo pomembno, da bo tam na moji poti zadnji nekdo, ki bo razumel, kaj rabim, da bom znala povedati, dokler bom lahko, pa da se bomo prej zmenili bistvene stvari. To mi je bistveno. Notri opisujem eno zgodbo nedeljskega kosila, ki je moja mami med pečenko pa pomfrijem rekla, da bi rada bila raztrošena po točno tem pa tem pokopališču. In mene, kaj je narobe? Ne, prva misel, kaj je narobe s tebo, mami? Ja, ne, sam zdaj sem, ne. In čez 3 sekunde je rekel še njen partner, ja, mene tudi, ne. Kako sem jaz danes hvaležna, jaz zdaj vem njuno zadnjo željo, če bom pač šla pred njima, pa ona vesta mojo, ker sem jaz tako dodala, jaz bi bila tudi rada raztrošena in če se le da v morje, ker pač morje je nekaj, kar imam res rada in ker tiči srž moje svobode. In in smo se zmenili in mi ne rabimo zdaj govoriti vsak dan na vsakem nedeljskem kosilu o smrti. Mi smo dogovorjeni, kaj bomo naredili, ko bo to prišlo. Kakšno je to olajšanje za tiste, ki ostanemo. In to bi mi radi, ne? Zato jaz to govorim o tem. Dajmo se zdaj stvari take pomeniti, skozi veselje, skozi, dajte povedati svoje zadnje želje. Zakaj je bil manjčin pogreb tako lep? Zato, ker je bil popolnoma jasen. Želim imeti šampanc, želim, da ste v belo oblečeni, pa želim, da je Oliver Dragojević poje Vjerujem v ljubav. Ja. To je bil najlepših pogrebov v mojem življenju. To je bilo tako lepo. To je bilo tako lepo. Mislim, kako lahko rečeš, da je bil pogreb lep? Ja, ta pogreb je bil lep. Je bil spravljen življenjem. Tako da zato jaz toliko težim. Včasih, ni pa to. Ja. Lahko se pogovarjamo tudi o barvi las, tudi to obvladam. Ampak to ti ne bo pomagalo na tvoji zadnji poti. Ne? Pa lej, kaj je naprimer zdaj nedavna smrt, v Novem mestu. Ustvarila kakšen val. Ja, meni je žal, da se je to moralo zgoditi zato, da se ta val zgodi. Sploh zato, ker je toliko ljudi upozarjalo. Ampak to je druga zgodba. Jaz sploh nočem, meni se zdi zdaj zelo narobe, da se to uporablja vse v politične, tudi mediji zdaj ne delajo usluge temu, ampak dajmo se vrniti na temelj te zgodbe. Temelj te zgodbe je, da je sin izgubil očeta zato, ker ga je branil oče. Da je ta smrt popolnoma nepotrebna bila, če bi pač se drugače dogajala. Ampak spet, jaz nočem biti nič pametna, ampak jaz mislim, da je Aleš na nek način, jaz res verjamem, da so nam pisane usode, do neke mere. Kaj boš zdaj s tem naredil, je seveda tudi z nami nekaj. Ampak Aleš se je odzval tako, kot bi se vsak oče, in potem tudi sin se je odzval, kot bi se vsak sin, ki je ljubljen in ki ima zaupanje v družini. Zakaj sin ni poklical policije? Zato, ker zaupa očetu. Meni se to zdi tako lepo, kljub vsej tragiki. In zakaj se to dogaja tako povezanim in lepim družinam, kot se je njim zgodilo? Jaz si ne predstavljam, kaj zdaj doživlja Maj. In kaj predstavlja ta družina, je zdaj samo res, v bistvu jaz imam en svoj način molitve, jaz sem načeloma ateistka, imam pa en svoj način verovanja in od sobote naprej, ko sem to zvedela, pač molim za to družino na en tak način, v smislu, da jim bodo zdaj toliko naklonjene zvezde, da bodo znali, da bodo imeli čas in priložnost to odžalovati in tudi dobiti strokovno pomoč. In tukaj je spet hospic zelo pomembna zgodba, ker velikrat, sploh pri samomorih ali pa pri taki tragični zgodbi, kot je tukaj, je velikrat krivda tista, ki ne dovoli odžalovati. In jaz upam, da bodo znali tukaj nagovarjati pač to, ne vem, kako se zdaj počutijo, jaz jih ne poznam, jaz sem pač iz mojega stališča skušam razumeti, čeprav v resnici sem vesela, da mi ni treba občutiti, ampak kot mama si predstavljam, da to mora biti, mislim, ne predstavljam si, kaj doživljajo, ampak hočem pa to povedati, da Aleševa smrt
je res družila skupnost včeraj. Ne? Jaz sem včeraj na tem shodu, tako lepega shoda, mirnega, ne? To, pač več tisoč, verjetno res 10, ne vem, ne moreš prešteti. Ljudi je v tišini stalo, gledalo izredno sejo in odreagiralo na vsak pozitivne besede, je odreagiralo s ploskanjem, z odobravanjem in obratno, tudi z neodobravanjem tistega, kar ni prav. Ker mi dobro vemo, kaj ni prav. A ne? Sploh tisti, ki so to doživljali, ne? Ker sej žal to ni prva smrt, ampak je taka, da je hvala Bogu zbudila skupnost v eno čisto posebno moč. In tako kot je rekel tudi Gregor, župan, on je rekel, Novo mesto ne bo nikoli več enako. In to je res, žal ne, tudi za mene. Jaz od sobote drugače hodim po Novem mestu. Jaz nikoli v življenju nisem gledala za sabo, kje je kdo. Prisotnost Romov je povsod bila, vedno. Jaz nisem imela nikoli težav s tem. Tudi nikoli nisem imela nobene slabe izkušnje z njimi. Nikoli. Ampak zanimivo, drugače gledaš, ne. Po noči zagotovo zelo dolgo ne bom šla več ven v Novem mestu, pa je najlepše biti v Krki zvečer. Kaj hočem reči, ni fajn, ni fajn, da se to dogaja in mislim, da je to tudi en tak opomin, koliko smo krhki. Ali še šel pomagati svojemu sinu, pa je izgubil življenje. Lahko še kaj bolj tragičnega, ampak po drugi strani pa to je življenje. Zdaj pa kaj bom jaz iz tega potegnila zase? Ker če bom jaz potegnila zase eno svetlobo, če klišejsko rečem, bo moj otrok ta dan boljše. Kaj zdaj pomaga meni, da jaz to vso temo potegnem nase in hodim čisto potrta okoli. To ne pomeni, da se me ni dotaknilo. Tako globoko se me je to pretresalo me do dna. Ampak hkrati me je pretresalo tudi v zavedanju, Karmen, živa si, kaj zdaj lahko s tem narediš? Še Nace mi je tako rekel prvi dan, je rekel, pa mami, zakaj zdaj boš cel dan v tem, In mi je ful dal misliti. Se njemu tudi ni vseeno, ampak daj pejva v dan, pejmo v dan. In zdaj kaj lahko iz tega naredimo, In se mi zdi, da je Novo mesto včeraj ogromno iz tega naredilo. Zdaj bomo pa videli, kaj bodo naredili tisti, ki pa imajo moč, Skupnost, ljudstvo je svojo moč na najlepši način včeraj pokazalo. Tako da mislim, si pod vtisom, mislim, ker je mesto, to je noro, to čutiš, to na obrazih ljudi vidiš, da se je nekaj zgodilo, kar te je spremenilo. Žal pri teh stvarih, ko minajo, je tako, imaš pol občutek, malo časa mine, imaš občutek, da ni, ne, je ostalo, to se je zapisalo nekam, Sploh zdaj, če bodo res spremembe, jaz upam, da bodo, Verjamem, da bodo, jaz vedno verjamem. Velikrat rečejo, ti si idealistka. Briga me, do konca življenja bom idealistka. Ker kaj mi pa ostane, če ne verjamem? Ker če verjamem, bom tu še kaj naredila. Erika Johnson Debeljak, ki jo po smrti Aleša Debeljaka ogromno brala, tudi njegove knjige, ki jih je on zbiral, in je zbiral recimo tudi knjigo o solzah, recimo. In je notri prebrala, da ljudje, ki so izgubili upanje, nehajo jokati. Da dokler jokaš, je tam še nekaj. In to je res, recimo, otroci, ki postanejo nemi, ki nehajo jokati, ki nehajo govoriti, takrat nas mora pa res skrbeti. Dokler otrok joka, dokler ti jokaš, dokler ti čutiš. Moja prijateljica, ki je urednica, Ksenija, včasih je s hecom, jaz tako jokam, rekla, veš, koliko si ti prešparala pri psihoterapeutkah, veš, koliko časa sem jaz rabila, da sem začela jokati. Tako da jaz kar ostajam na tem, da rajši čutim, pa se kdaj tudi sesujem, ampak čutim. Sem živa, verjamem, grem naprej, nekaj naredim. Sej, ali za drugega, ali zase, če narediš zase, je to že začetek, da delaš za druge. Kaj pa po tvojem je tisto, kar človek v nekem času odhajanja, tako rekel, ali pa ob neki izgubi, bolezni, takšnem in drugačnem trpljenju, kaj je najbolj rab? A res rab tisto besedo tolažbe, a rab pravo mero tišine, v lastni prisotnosti? Kaj je rab? Vsak po svoje, vsak drugače, tako kot si živel. Rab samo dotik?
Dotik je zadnje, pravzaprav, kar gre tudi. Ne? Če tako pomislimo, zelo hitro, ko se staramo, slabše slišimo, slabše vidimo. Nekaj, kar pa ostane, je pa dotik. Ne? To pa čutiš do konca. Tako kot Se lahko tudi v tvoji knjigi prebereš, v bistvu, da je dotik mogoče tista zadnja vez med tem pa onim svetom. Veliko krat, ja. Sam zdaj tako ni nujno, da vsakemu paše dotika. Ne? Tudi zdaj, če so hude bolečine in če so protibolečinske morfine, tako je tudi dotik okrnjena. Ne? Kot mi pravijo kolegi, ker imamo pač supervizijo in se ogromno o tem pogovarjamo, oziroma pač se družimo tudi z tistimi, ki spremljajo, vsak rabi svoje. In tako kot pravi doktorica Urška Lunder, ki je pionirka paliativne medicine v Sloveniji, ona pravi, da si ti kot posoda, ki prideš k temu človeku in ta človek naloži v to posodo, kar pač naloži. Ni fajn, da prideš s planom, kot sem prej rekla, ne, umirajočemu. Ti sem prideš in samo si. In to je isto kot, saj ni treba, da je človek bolan ali pa umirajoč. Saj to je vsak dan tako. Ko je nekdo v stiski, ko včasih s temi nasveti ali pa s temi vprašanji toliko škode naredimo, včasih koga tudi ustavimo. Daj samo pogledamo ga, pa vprašaš, kaj rabiš? Ne nasveta, ne. Če rabo nasvet, bo vprašal, kaj rabiš? Kako ti lahko pomagam? A ti lahko kako pomagam? Ker ni nujno, da ti lahko. In pol pa to, ko ti človek pove, pa daj sliši, ne. Ne morem, rabim samo, da si v tišini. Ok, zdaj boš pa tih. Zdaj moraš pa tisto tišino zdržati. Tle smo pa. Tukaj se pa začne delo. V bistvu soočanje s samim sabo. Koliko ljudi v tišini ne zdrži? Ne? Ker, kaj pa zdaj? Kolikrat se mi zatečemo v besede, kolikrat zbežimo v besede. Jaz jih ljubim, ampak vse bolj vidim, koliko je pomembna tišina. Ker tudi beseda bolj zazveni, kadar je pred njo in za njo tišina. Jaz tudi, ko učim vodilne delavce nastopanja, jim najprej začnem pripovedovati o tišini med stavki, pa me malo debel gledajo. Se moram povedati, ja, ampak stavek bo čisto drugače zvenel, če bo imel prej in potem tišino. Ne, pa če bo Tako da tudi v tišini je v bistvu en zelo, zelo lep, ena blazno lep pogovor je bil v tišini, v katerem je tudi Manca sodelovala, o moči tišine. Tako da, ker tišina je lahko izjemno glasna, tudi za nas same. Tako da vsak rabi nekaj drugega. Ni recepta, ni univerzalna. Univerzalnost je samo to, da si tam. To je edino univerzalni nasvet, ki ga tudi meni pravijo kot prostovoljki, bodi samo tam. Ker jaz tudi na hospic kafejih, jaz sem samo tam, jaz si že naredim okvir pogovora. Ampak potem pa sem v resnici poslušam in najboljše vprašanje je vprašanje, ki ga dobiš ti od predodgovora, od sogovornika. Jaz ne morem doma v dnevni sobi tako dobrega vprašanja stuhtati, kot mi ga da odgovor mojega sogovornika. Ko si v trenutku, vse dela zate. Všeč mi je bila ta fraza, da se odprto srce lažje zdravi. Ali lahko malo še to pokomentiraš? Ja, to je bil tudi eden od hospic kafejev, prav tak naslov je bil, kjer je sodeloval tudi Enis Avdić, pa Aleksandar Zadel, izjemen psihoterapevt, skratka, takrat je bila še Manči, to je bil zadnji večer, ko je bila Manca z nami. In Andreja Cilenšek, to je pa prostovoljka oziroma strokovna delavka v hospicu, tudi izjemna ženska. In kaj zdaj to pomeni, da je odprto srce se lažje zdravi? Pogosto, sploh se mi zdi, da v Sloveniji, ko nam je težko, se zatečemo v lupince lastne. Ali so to gostilne, ali so to ena taka samota, ali je to socialni odmik, ali je to molk. Tišina pa molk nista ista stvar. Nekaj je tišina, nekaj pa molk. Molčimo takrat, ko bi radi, ko enostavno ne moramo mogoče spregovoriti. Tišina je izbira, molk pa včasih ni. Tako da odprto srce v tem smislu, da spregovoriš, če rabiš spregovoriti, pa po drugi strani tudi, da so ljudje okoli tebe, da imajo odprto srce in da te vidijo in slišijo, kaj ti takrat rabiš. Meni je tako zanimivo, da ni slučaj, da imamo pač samo ena usta, imamo pa dvoje oči, pa dve ušesi. Zato, ker rabimo dvojno videti, pa dvojno slišati, govoriti pa malo manj.
A ne? Srce je pa itak najmočnejša energijska točka našega telesa. A ne? Ima izjemno moč, a ne? In še kako povezana z vsemi ostalimi deli našega čutenja. No in odprto srce pač je na nek način simboličen opis tega, da pač imaš odprte oči, odprte ušesa, pa odprto srce, ko si z nekom. Ali je to na žuru za 50-letnico, ali je to na pogrebu, ali je to, ne vem, zato, ker je otrok trparijo naredil, pač da prihajaš v stik s komorkoli z odprtim srcem. Ampak moraš biti to najprej tak do sebe. In ne, delo je, vedno se mi zdi, da moraš biti najprej odprt do sebe. Težko si je iskren do nekoga drugega, če nisi do sebe. A ne? Plus, da to ljudje takoj vajo. Če boš ti iskren prihajal, sploh z otrokom, bodo oni se odpirali. Če boš ti prišel s farsami, z blefiranjem, otroci so itak, te bodo takoj razkrinkali. Odrasli pa tudi niso neumni, ne? Zato, ker še zmeraj vsak tudi nosi enega otroka v sebi, ki ima nek instinkt. Ne? Jaz znam tudi tako povedati, da mi bodo vsi verjeli, ampak na dolgi rok ne bo šlo. Na dolgi rok je zmeraj resnica, ne? Ki te pa osvobodi. A ne? A je vloga odprtega srca pol tudi zelo pomembna pri odpuščanju? Po moje, da ja. Pa koliko pomembno je to odpuščanje? Ko dojameš, da itak odpustiš drugim zato, da ti lažje živiš, je to itak, vse odpustiš zaradi sebe. A ne? Jaz se spomnim po eni zelo naporni partnerski zvezi, mi je potem takrat že nekdanji partner rekel, pa kako ti je uspel mi odpustiti, in zdaj se sam nasmehal. Ne? Ker sem videla, a ti še zmeraj misliš, da sem jaz odpustila tebi zaradi tebe? Ne, zaradi sebe. Zato, da jaz ne nosim naju naprej v življenju, oziroma te neke teme, pa neke teže, pa temine. Zakaj? Halo? Ne? Odpustiti, seveda to ni tako lahko. A ne, zdaj, če so zlorabe, če so, v tem veliko pišem noter, doktorica Sanja Rozman je v tem tudi knjigo napisala, in odpuščati ni preprosto, če so zraven kakršnekoli, kot sem rekla, zlorabe ali pa kakšne, da si bil res hudo ranjena, ne? Ampak še vedno, saj začeti, saj razmišljati o tem, kaj pa lahko naredim, da to težo odvržem, ne? Ker ta človek s tem, da boš ti njemu zameril, njemu ni nič, ti nosiš to. On ima že svoj križ, če ga ima. Če ga pa nima, pa tudi če ga boš ti nosil, on ga ne bo imel. Ti ga nosiš, a ne? Ta križ odložiti, pa naložiti krila. Jaz doskrat se hecam, dajmo odložiti križ, pa dajmo naložiti krila. Ne? Ja, ta simbolika mi je všeč. Pa zakaj misliš, da smo, glede na to, da smo toliko zavrti, ko pride do pojma dejstva, smrti in tako naprej, da smo pač v pogovoru smo zavrti, ampak še vedno pa rajš rečemo, odšel je, ali odšla je, pa umrl je. Se pravi, da še zmeraj dopuščamo, ne vem, nek večji globi pomen tej tranziciji. Liljana Vogrinec, ena od sogovornic notri, reče, zame je njen partner, ker je pač umrl, odšel ne bo pa nikoli. Ne? Če malo parafraziram mislim, če zdaj pač odgovarjam na tvoje vprašanje z njenim odgovorom. Zdaj, seveda s tem umilimo, a ne, to trdost, te besede smrt, že RT, od tukaj ni naprej nič, ne, smrt, iz RT ne moreš narediti nove besede. Če ste se kdaj šli besedno igro, mi se rečemo kakec, smo rekli doma, iz kakec, na koncu ne moreš več besede narediti. Smrt je isto, a ne. Odhod, pa lahko iz oda še nekaj narediš. To so miselne, take nezavedne stvari, ampak smrt je pač beseda, ki smo jo obtežili, a ne? Itak, v naši zahodni civilizaciji še posebej. Sploh je pa odrivamo, a ne? Pojem smrti, občutenje smrti, vse se odriva, že s tem, da on se vpraša otroka, kaj so to pare. Jaz sem z enim fantkom se pogovarjala, sem rekla, ja, veš, včasih moja babica je bila pa na parah, pa rekel, kaj so kuhali pod njo?
na parah, oni ne razumejo več tega, ker ne razumejo, kaj pomeni nekje ležati. Da ti za nekomu rečeš, da nekdo celo noč ob mrtvem truplu se poslavlja, to je, ko vam pa je, ne? Ja, pa to je bilo včasih normalno. In te ljudje niso imeli problema s slovesom, ker so imeli čas se posloviti. Kaj pa danes? Človek ti umre v bolnišnici, nimaš ga mogoče časa niti videti, potem ga pa vidiš samo še v škatli, oziroma ne, itak s tem upepelitvami pa to še to smo, a ne. Kaj hočem reči, lažje je seveda reči odšel, če ravno, prosim, tega nikoli ne reči otroku. Ker če otroku rečemo, da je babica odšla, on razume, da bo babica prišla nazaj. Ker če je odšla, bo tudi prišla, ker prej je 1000krat odšla, pa je prišla. Zato je z otroki treba komunicirati, da je nekdo umrl. Če ne razumejo, kaj je to, jim povedati, da se jim ustavilo srce. In ko srček ne dela več, telo ne živi več. In tega človeka, njega kot bitja, ni več. Je pa spomin nanj, je pa vse, kar ti je dal, to pa vse ostane. To pa ni treba, da umre. Otroci bodo tako čisto drugače gledali na smrt. Ne jim reči, da je dedek odšel, ker bo otrok čakal. Ne? In to so pa te ključne stvari, no? Kakšno moč ima jezika, ne? Kakšno moč imajo pomeni. Tako da ja, jaz dostikrat rečem, odšel je, potem pa moram reči, da me je celo mislim, da je manjca enkrat upomnila, ne, umrl je, ne. Tako da sem tudi o tem se pogovarjamo, tudi v knjigi, ne, odšel, umrl, tako da ja. A ne, manjca je tudi umrla, odšla pa morda ni, a ne. Tako da vsak spet, jaz mislim, da smrt je DNK-jevska, ne. Kaj hočem s tem reči? Tako kot sem se jaz rodila z eno enkratnostjo, edinstvenostjo, bo tudi moja smrt edinstvena, ker je pač povezana z mojim DNK-jem, z mojo usodo, z vsem tem, kar jaz sem. In tudi moj pogled na njo je lahko edinstven. In imam vso pravico, vsak od nas jo ima, na smrt gledati, kot sem se jaz odločila. Seveda vernik, ne vem, v budizmu bo čisto drugače gledal kot katoliški vernik, katoličan. Vse je prav. Vse je prav, dokler s tem ne omejujemo svobodo prepričanja nekoga drugega. Vse je prav. In če ti verjameš, da če boš lepo delal, boš šel v nebesa, super. Ker pa boš lepo delal. Če ti verjameš, da je smrt popolni konec in potem nič več ni, tudi v redu. Ne? Če pa verjameš, da je pa mogoče se samo duša predstavi v neko drugo sfero ali pa v neko drugo nalogo, je pa spet čisto v redu. Ne vem, jaz tukaj ne bi nobenih koncev postavljala. Odšel je, umrl je, tako kot človeku v tistem trenutku najbolj ustreza, ampak z otroki pa ne, ker bodo razumeli narobe. Ali pa ne bodo razumeli prav. Ja. In evo, za konec mogoče, glede na to, da smo v tem času 1. novembra, dan gor dol, kaj bi bil tvoj nasvet mogoče najinim poslušalcem, gledalcem, da v okviru teme, v kateri so se menila, izpostavimo se še vedno življenje in da bi bilo to čim bolj polno. Jaz se 1. novembra spomnim kot zimskega, ne. Zdaj bomo imeli 20 stopinj. Ampak v mojem otroštvu in najstništvu se spomnim 1. novembra, da je bil mraz, da mi je šlo ful na živce, ker so me res zgodaj zjutraj zbudili in so me peljali na Ljubljanske Žale iz Kranja, ker smo šli pač na grob dedija, ki ga nisem nikoli poznala in mi to nič ni pomenilo. In pa smo šli na tisto kosilo, ki mi itak je šlo na živce. Kaj hočem povedati? Hočem povedati, da pač meni je šlo to na živce in to ni pravi odnos, ker meni nihče ni nikoli rekel, zdaj gremo pa, zakaj pa nismo šli med letom na pogreb, na grob, na kopališče? Zakaj je to zdaj 1. novembra, kaj gneča, kaj gužva, ne? Tako da je pa to meni zelo, zdaj skozi leta, to je zelo lep dan, to je spomin na mrtve. Jaz ne maram, dan mrtvih je meni, ne, to je dan spomina na vse svete, če rečemo, da so vsi sveti tisti, ki so že prišli. To se pravi, to dan presežnega, bi mogoče rekla Manca je uporabljala to besedo, presežno. In meni je ta beseda zelo zanimiva. Ne vem še čisto kam naj jo dam, ampak mi je pa zanimiva, jo raziskujem. V sebi in kaj bi jaz rekla, pejmo na pokopališče, takrat, ko to rabimo,
če je to pač 1. novembra, pa imamo pa z neko svetlobo v mislih, na kaj vse smo lepega doživeli s tem človekom. Itak je pa tako, da se mi zdi, da tisti, ki še živijo s tem človekom, ki ga ni več, s spominom, bodo šli na pokopališče ali pa nikoli, ali pa kadarkoli, oni živijo, na kakšen način stik vzdržujejo z nekom. Ta zapovedan praznik, sej prav, da je, a ne? Ampak zdaj pa ni nujno, da moraš pa točno ta dan se neki, tudi takrat bo ti. In ja, če že praznik želi nekaj v tebe, pa dajmo to obrniti spet v dobro, pa se spomnimo lepih stvari s tem človekom. Vprašamo se, a je še kaj takega, kar pa jaz rabim tukaj spustiti? A je še kaj takega, kar bi pa jaz tem človekom mogoče zaradi sebe rabo odpustiti? A je še kaj takega, kar bi pa jaz mogoče temu človeku napisal, čeprav ga že 20 let ni, ampak je v meni še nekaj. A je mogoče danes pa, ne vem, kaj pa če bi danes kamenček pobarval namesto plastične sveče nesel? Kaj pa, a moram še koga poklicati, da preden bo moral ali pa bo treba k njemu na pokopališče? Kaj vam pa je zdaj tukaj še za narediti, da bo meni ta dan boljši, pa ljudem okoli mene boljši? Dajmo iz tukaj izhajati, ne? Ne iz tistega, zdaj pa moram. Ta in vsi naslednji, ne, dnevi. Da, in vsi naslednji, a ne? Ampak mogoče je to en tak opomin, ko se pač vsem tem govori. Predvsem pa no, da je to samo lahko en lep dan, ne? Spomina, mogoče še malo, da se še malo bolj spominjamo, ampak jaz si tako mislim, da človek je živ, dokler izgovarjamo v mislih njegovo ime. A ne? Mojega atija že ni 13 let, pa ne vem, če mine dan, ko ni vsaj trohico prisoten. Lepo mi je zdaj na pomisel na njega, pa nisva imela preprostega odnosa, nikakor ne. Ampak ko greš skozi vsa ta leta z enim odpuščanjem in lepim spominom na njega, mi smo že bili na njegovem grobu, že ta teden z mami mojo, pa z sinom, in v bistvu smo vsi ful lep dan naredili. Ne? To nam je zdaj tak mal mini žur dan. Mi trije gremo na Gorenjsko, gremo na Brezje, po Dobrčati leži in si zmer še naredimo tako, a gremo na pico ali nekaj tako, da je naš dan, ne? Vedno naredimo selfija, to je nujno. In to je tisto, kar bo ostalo, ne? Ko mogoče, ne vem, nekoga od nas treh ne bo več, ne? Oziroma ko mogoče moje mame ne bo več ali pa kakorkoli. To so stvari, ki ostanejo, no? Da že zdajle polnimo lepe spomine ali pa, a ne? Tako, no, da nam to ni breme, ker veste, če ti je breme spomin na tvojega ljubega, ja, jaz pa res verjamem, da se to čuti med živimi in mogoče tudi, kaj pa veš, kaj oni čutijo. Tisti delček duše, ki je še mogoče ostal, ne vem. Tako, no. Med se fajn, ampak to ne pomeni, da sebično deluješ, sam zelo v tebi dobro, a ne? Ampak delati, mislim, med se sabo dobro tudi zato, da deluješ dobro do drugih, no, jaz se to še zmer učim, a ne, vsakič znova. Kaj bi moj sin rekel zdaj na tole? Hej, hvala ti za vse, za to prisotnost, za krasno energijo, za ta pouk na koncev. Pouk. Pa, tako, kar rad rečem, ostani taka svetla točka te človeške družbe še naprej. Obilo sreče na vseh področjih. Hvala ti. Hvala, David, in lahko tudi obrnem, ne. Saj sem ti že na začetku rekla, da veliko je teh povabil, ne, da kam, mislim, sem zelo hvaležna, da sem povabljena. Pri tebi sem pa kar začutila, sem pa grem, ne. Tam v Moravčeka že dolgo nisem bila. K Davidu pa grem. Pa so se kar nekaj časa usklajevala, ampak ne, zdaj smo našla ta pravi datum. Tako da, morda samo še to, no, bi pa mogoče vseeno povedala. Vas izkupiček knjige Do kdaj živim, lahko jo naročite prek spleta na hospic.si, v knjigarnah je dosegljiva, lahko tudi meni pišete, sem dosegljiva na vseh omrežjih, pa bom že uredila, da do vas pride knjiga. Obvezno branje. Obvezno. Če se mene vpraša, res. No, hvala. Predvsem pa vas izkupiček gre za leve srčne oziroma za otroke žalujoče, za kemp, za tabor, ki ga vsako leto organiziramo in je za vse žalujoče otroke brezplačen. To in za delovanje hospic oziroma Slovenskega društva hospic. No. Tako da, mislim, prodajam to knjigo za to, nagovarjam k nakupu za to. In z branjem narediš veliko dobrega, ne?
Tudi v to verjamem, Ja. sicer je ne bi zagovarjala, ne bi stala za njo, pa stojim za njo. Predvsem pa ja, ne, se s tem, ko Slovensko društvo Hospic podpremo sebe, a ne, pa svojo prihodnost, ker nikoli ne vemo, kdo od naših ali nas bo pa to rabo, a ne, potreboval. Amen. Amen. Hvala. Hvala, David.